Pozdravljam, moje ime je Vladimir Gumilar, sem vodja Slovenskega gradbenega grozda od 2004. To so prvi grozdi, tukaj imamo par kolegov, ki smo začeli to zgodbo. Jaz sem rekel, da bom, tako je predhodnik navedel 4, imam jaz 5 okvirov za prihodnost zgraditve, ki bo na nek način ki bom predstavil v nadaljevanju. V grozdu podpiramo razvoj, prehod v krožno in digitalno gradbeništvo, trajnostno gradnjo od 2004. Članov imamo kar nekaj različnih in smo zelo heterogena organizacija. Smo vpeti v evropsko in tudi širše razvojno okolje. Predvsem v družbi evropskih grozdov se zelo dobro počutimo in smo tudi inicirali mednarodni grozd za krožno graditev, kar je naša ideja in recimo v okviru tega pripravljamo en dogodek celo v Burkini Faso. Hkrati bi vas povabil, da nas podprete pri naših aktivnostih kot nacionalni partner kampanje Renovate Europe in v okviru Evropske gradbene tehnološke platforme sodelujemo tudi pri projektu kot eksperti na temo prihodnosti pametne stavbe. Tudi Evropska komisija ve, da je na to temo potrebno vložiti kar nekaj energije in sredstev v prihodne raziskovalne razvojne projekte v Evropi in v okviru tega projekta se pripravljajo bodoče vsebine in prav človek je tu zelo v ospredju, kot je bilo prej predstavljeno. Smo vpeti v evropske projekte, trenutno vodimo internacionalizacijo krožnih rešitev, zopet, če imate kaj, kar paše v ta naziv in bi želeli to internacionalizirati izven Evrope, je to projekt, kjer ste vabljeni k sodelovanju in na področju skoraj nič energijske gradnje v medgrozdno in medpodjetniško sodelovanje, kar je del projekta Smartphone Z. Začenjamo s temi Erasmusi kar naenkrat, vse na temo razvoja zelenih kompetenc. Tako za menedžere kot podjetnike, kot za ozelenitev poklicnega in strokovnega šolstva. V jeseni pa začnemo z 2 novima projektoma, to sta Euroklastra, enega vodimo, kot drugemu smo partner. To so pa skupne grozdne iniciative, nova iniciativa Evropske komisije za grozde, kjer v 2 od 30 podobnih iniciativah bodo priložnosti tudi za, recimo temu, mikrofinanciranje razvojnih projektov malih in srednjih podjetij, zopet na temo zelenega razvoja in prehoda. Začel bi pa z eno enačbo, uporabil bom pa angleške izraze, zgolj zato, da rečemo sustainable, kaj to pomeni. To izgleda za vse enako, če pa dodamo letnico, je pa situacija čisto druga. Ko smo govorili o, recimo, sustainable competitiveness, o trajnostni konkurenčnosti, je bila to trajna konkurenčnost. Ko smo govorili o sustainable growthu, rasti, je bila to trajna rast brez kako bi rekel, razmišljanja o drugem kot o tem, kar je jedro biznisa, to je dobiček. Zdaj, če pa se preselimo v 2022, je pa ta izraz trajen se spremeni v trajnosten, kjer je vsak ta izraz čist nekaj drugega. To pomeni, ta razmislek med trajnim razvojem, globalizacijo in trajnostnim razvojem, trajnostno globalizacijo nekaj čisto različnega. In to je jedro vsega tega, kar bomo danes slišali. V samem prispevku sem pač šel skozi razne dokumente oziroma akte,
direktive in tako naprej, kar je bilo prej označeno kot tsunami, ne, kar je res, dejansko je ogromen sprememb, ki so številne tudi, lahko rečemo, zelo pomembne in tem spremembam oziroma tem okvirom, razvojnim okvirom, ki definirajo prihodnost zgraditev, bi namenil naslednjih nekaj minut. Seveda ne smemo pozabiti tudi na te stvari, ki trenutno pečajo ali pa bolijo gradbince, to je na zadnjem mestu zaenkrat, ampak recimo, da pogledamo prihodnost in v tem primeru sem jaz to okviril v pet segmentov. In sicer ta prvi segment, ki je meni zelo pomemben, je to, da se v okviru teh sprememb se je pokazalo, kako pomembna je graditev. Tako z energetskega kot z vidika virov. In najrajši prikažem tole sliko, ki je del poročila o razkoraku krožnosti iz 2021, kjer je z modro so označene priložnosti za krožnost, kot tudi za recimo energetsko učinkovitost in dekarbonizacijo, razogljičenje, in vse so povezane z gradnjo. To pomeni, največji obseg je povezan z graditvijo, z grajenim okoljem. Zdaj, to je na eni strani obveza in pričakovanje družbe do našega sektorja, kar se je treba zavedati. In posledično so vse te spremembe direktiv se pripravljajo. Po drugi strani pa mi, ki sodelujemo v evropskih projektih, vemo, da je v zvezi s tem veliko virov na razpolago. V številnih evropskih in tudi nacionalnih programih, od raziskovanja do razvoja kadrov. In če berete te razpise, boste videli, da je ta tema noter in je lahko možno te vire črpati za ta zeleni in digitalni prihod. Drug okvir je prenova stavb. Že danes je bilo rečeno, mi imamo star stavbni fond in še nekaj časa bo potrebno, da se tega lotimo in potrebujemo nove tehnologije, nove rešitve, tudi z vidika krožnosti, ponovne uporabe in tako naprej. Ampak to je nekaj, o čemer moramo razmišljati, ker je to prioriteta tudi z vidika krožnosti kot tako. In temu primerno se tudi mi trudimo v okviru kampanje Renovate Europe, da propagiramo globljo obnovo, bolj globoko obnovo in vse aktivnosti tudi podjetij v smislu razvoja kadrov, da do teh prenov bo prišlo. Predvsem z vidika naslednjega, da ni zgolj energija pomembna, kar je bilo danes že omenjeno, ampak govorimo o razogljičenju stavbnega fonda do 2050, kar je dosti zahtevnejša tematika kot zgolj to, kar danes govorimo o energetski učinkovitosti. Dotika se vsakega od gradbincev, od tistega, ki proizvaja proizvode, tistega, ki popravlja, obnavlja objekte, do tistih, ki so na koncu življenjskega doba in vse, ki projektirajo. Ne bo dovolj energetska učinkovitost, tudi nič energijska gradnja, ampak brez emisijska gradnja. To je naslednji velik preskok, ki nas vse čaka in v številnih dokumentih je to jasno deklarirano, tu je nekaj dokumentov navedenih. Naslednji prehod, naslednja tematika je krožna graditev v celotnem življenjskem ciklu. Tu ni dileme, danes bo o tem še več govora. Od krožne zasnove stavb, uporabe, ponovne uporabe, novih poslovnih modelov in to mora biti rdeča nit vsega razmišljanja in načrtovanja in tudi razmišljanja investitorjev, pa tudi uporabnikov. In kot zanimivost povezano z energijo, sem vzel sicer shemo, ki sem jo najdel v eni publikaciji od ARPA, ki govori o razogljičenju, o
pristopu k razogljičenju in slučajno, ali pa ne slučajno, govori o tem, predvsem o krožnih rešitvah, kot tistemu ključnemu načinu za razogljičenje. Od tega, da ne gradimo nič, če ni potrebno, ampak obnovimo nekaj, ponovno uporabimo, do tega, da moramo minimizirati odpad. Vse, kar je tu našteto v tej narobe obrnjeni piramidi, je v bistvu krožno gospodarstvo, krožna graditev, kar pomeni, da sta te dve tematiki zelo povezani. In nazadnje, vemo, gradbeništvo, graditev so sama majhna in srednja podjetja. In ta bodo težko sama naslovila vse te izzive in se morajo temu primerno organizirati, povezovati, sodelovati, kar je bilo danes na nek način že opisano, in se morajo tudi to usposobiti in izkoristiti vse, kar vsi inštrumenti, organizacije ponujajo, od sripov, grozdov, gospodarske zbornice. Tu vse posod lahko dobijo pomoč, storitve, tudi sredstva za ta zeleni digitalni prehod. Mi, kot rečeno, smo grozd, v družini 3000 evropskih grozdov, ki so tudi zelo podprti strani Evropske komisije in vas seveda temu primerno vabim k sodelovanju.